Že pred časom, če se spomnite, smo omenili, da je Simone de Beauvoir razmišljala o spolu, o spolni identiteti, o spolnih identitetah na način, ki takrat prav gotovo ni bil del običajnega razmišljanja ljudi, ni bil niti del običajnega razmišljanja strokovnjakov oziroma znanstvenikov. Zato njeno razmišljanje ni bilo zlahka sprejeto, ni bilo sprejeto niti kot dobra ideja, niti kot začetek možnega razmišljanja o tem, kar sicer poznamo iz vsakdanjega življenja, ko govorimo o identitetah, naprimer o moški identiteti, o identitetah moških in o identitetah žensk. Ali pa, ko govorimo o naravi žensk in o naravi moških. Vedno znova se zdi, kot da nam je ta vsakdanja raba izrazov tako domača, da niti ni nobene potrebe, da bi se spraševali, kaj je eno ali drugo. Torej, zdi se, kot da nam je vsem jasno, kakšna je, naprimer, tipična identiteta moških, naprimer danes, naprimer v tem okolju, in enako seveda se zdi, da je jasno, kako to velja za ženske. Zaradi tega se ljudje ponavadi zelo hitro, tako rekoč refleksno odzovejo na razmišljanja, če do njih sploh pride in sem in tja pride, kaj je značilno za ženske, kaj je značilno za moške, kakšne so razlike med enimi in drugimi, v čem so ženske drugačne od moških, v čem so moški drugačni od žensk. In to sicer pogosto refleksno razmišljanje zelo hitro privede do merjenja moči in ugotavljanja, kdo je kaj bolj ali pa seveda manj. Naprimer, kdo je bolj vzdržljiv na maratonskih tekih, kdo je bolj inteligenten, kdo je močnejši, kdo je vzdržljivejši, hitrejši, bolj čustven, manj čustven, kakšne so razlike med moškimi možgani in ženskimi možgani, kaj so posebnosti in nenavadnosti žensk in kaj so morda posebnosti in nenavadnosti moških, kako je naprimer z žensko intuicijo, ali moški sploh lahko kdaj dojamejo ženske, kako se, in seveda to vprašanje zna biti izjemno praktično, celo zelo koristno v vsakdanjem življenju, kako skupaj živeti. Kako moški in ženska, naprimer, glede na vse te možne razlike in še druge, potem sploh živite skupaj. Na kakšen način, na kakšne načine se oblikujejo njihovi medsebojni odnosi, kako bi se morda lahko še oblikovali, kako bi se morali oblikovati in tako dalje in tako dalje. In nikoli konec. Takega razmišljanja nikoli konec, pa vendar me vsaj danes to ne bo zanimalo niti malo. Tak način razmišljanja me ne zanima, zato ker trdim, da je v osnovi neproduktiven. Neproduktiven je zato, ker izhaja
iz domneve, da res obstaja nekaj takega, kar se imenuje ženska narava in da obstaja, da zares obstaja, da objektivno obstaja nekaj takega, kar se imenuje moška narava. Kar seveda v zadnji instanci mora pomeniti, da je ena in druga bolj ali manj nesprejemljiva ali pa je docela nesprejemljiva. Zato ljudje včasih tudi rečejo, da če je nekaj v naprimer ženski naravi, da pač ženske drugačne kot so ne morejo biti, saj je to v njihovi naravi. In enako velja seveda za moške. Zanimivost, posebnost, morda tudi nenavadnost takega razmišljanja pa je, da se nenehno ponavlja. In to že more vzbuditi naše zanimanje. Zakaj se potem nenehno ponavlja? Oziroma, zakaj se zdi, da se morda ponavlja ravno zato, ker je začetna domneva, da obstaja moška narava, da obstaja ženska narava, problematično samo po sebi. Kaj ti, če bi obstajala moška in ženska narava, bi prej ali slej vsaj približno lahko naredili nekakšen dokončni seznam lastnosti, zmožnosti, sposobnosti enega in drugega, kar bi seveda pomenilo, da se ne bi več spraševali, kakšna je ena in kakšna je druga narava. Torej, prvo vprašanje je, ali je res tako preprosto, da lahko določimo eno in drugo, identiteto njega, identiteto nje, oziroma lastnosti, zmožnosti in tako dalje, enega ali drugega. Drugo vprašanje se veže na samo naravo ponavljanja. Vprašanje namreč je, zakaj ljudje določene zadeve, recimo določen način razmišljanja, vedno znova ponovimo. Vprašanje celo je, zakaj se zdi, da smo zainteresirani, da ga vedno znova ponovimo. Ali torej obstaja kakšen interes, da nekaj vedno znova ponavljamo, oziroma ugotavljamo, oziroma zatrjujemo. In seveda, vprašanje je, na koga bi radi s tem naredili vtis, koga bi radi prepričali. Da, na primer, obstaja moška narava, da vemo, kakšna je, ali pa da obstaja ženska narava in da ravno tako vemo, kakšna je. Koga želimo prepričati in zakaj? Kaj bi imeli od tega, ali pa kaj imamo od tega, če se nam zdi, da smo uspeli nekoga prepričati v naravo ali identiteto, na primer, enega in drugega. Seveda se ta vprašanja lahko še nadaljujejo, kajti tovrstno razmišljanje nikoli ne poteka v vakuumu, ne poteka v praznem prostoru, poteka v družbenem prostoru. Zato je prej ali slej treba tudi zastaviti vprašanje, zakaj se taka razmišljanja v določenem občestvu ponavljajo oziroma nenehno obnavljajo. Vprašanje je namreč tole, kakšna razmerja, kakšne odnose med ljudmi taka razmišljanja vzdržujejo, ohranjajo oziroma generirajo. Ko si zastavljamo taka vprašanja, že vidimo, da razmišljanje o naravi nje, naravi njega, nikoli ni zgolj nevtralno, scholastično razmišljanje o problemu, pa vprašanju, za katerega bi radi našli odgovor. Vsako razmišljanje je torej že produktivno, vsaj v tem smislu, da skrbi za določena razmerja med ljudmi, za določene odnose med ljudmi, kar pomeni, da ko govorimo, ko razmišljamo, ne razmišljamo kar v 3 dni.
ampak smo s svojim razmišljanjem vselej že del medsebojnih odnosov. In seveda vprašanje je, ali smo morda zainteresirani, da so naši medsebojni odnosi ravno taki, kot so. Ravno taki, kot jih vzdržujemo s svojim razmišljanjem. Ali imamo interes, da je tako? Oziroma, če je tako, se zastavlja še eno vprašanje, ali ima kdo morda interes, da ne bi bilo tako, da bi bilo lahko tudi drugače. Iz tega razmišljanja z lahkoto ugotovimo, da jezik, ki je seveda pogoj za vsako razmišljanje, brez jezika pač ne moremo razmišljati, to je verjetno očitno, nikoli ni neodvisen, raba jezika ni nikoli neodvisna od naših interesov, od naših motivov, od naših medsebojnih odnosov, od razmerij v občestvu, katerega del smo in znotraj katerega rabimo jezik oziroma razmišljamo. Torej, v vsakem primeru je naše razmišljanje vselej že zainteresirano, tudi če tega ne vemo, ali pa tudi če tega nočemo, ali pa tudi če rečemo, da nimamo nobenega posebnega interesa. Vselej ga že imamo. Torej je ključno vprašanje, kakšen je naš interes. Kaj bi radi, ko poskušamo odgovoriti ali odgovarjati na vprašanje, kakšna je narava žensk, kakšna je narava moških. Preden nadaljujem, bi rad naredil kratek odmor, tako rekoč. Ta odmor je veliko bolj pomemben za to, o čemer govorim, kot se morda zdi na prvi pogled, zato je potreben in zato si vzemimo nekaj minut za razmislek o nekaterih rezultatih raziskav, psiholoških raziskav, s katerimi poskušajo psihologi ugotoviti, kaj se dogaja, še preden lahko rečemo, da je na primer identiteta ali narava moških in žensk dokončno izoblikovana. Zbravi, govorim o raziskavah, s katerimi spremljajo, kako o sebi, o svoji naravi, o svojih zmožnostih, o svojih sposobnostih in tako dalje razmišljajo otroci. Še preden se njihova identiteta, pa ne bo taka ali drugačna, dokončno izoblikuje. Ne glede na to, ali se zares izoblikuje čisto do konca ali ne, seveda se bi lahko kdo rekel, na nek način se lahko spreminja tudi vse življenje. In gotovo, da tudi se. Ampak v določenih obrisih pa prav gotovo razvoj, naprimer osebnosti, ne poteka enako intenzivno vse življenje. Gotovo je res, da se osebnost otrok in mladih ljudi hitreje in celo dramatičneje spreminja kot osebnost recimo odraslih ljudi ali pa starejših ljudi. Gotovo so te spremembe manj dramatične, manj nenavadne ali pa jih morda sploh ni. Torej, vsekakor je zanimivo spremljati raziskave, s katerimi poskušajo ugotoviti, kako otroci, mladi ljudje, naprimer adolescenti, pubertetniki, doživljajo in razumejo sami sebe. Kaj lahko, in kaj ponavadi tudi naredijo, odgovorijo na vprašanje, kako pa vi
doživljate sami sebe, kako opisujete sami sebe. Pri otrocih je tak način spraševanja še dodatno pomemben, kajti pogosto o otrocih razmišljajo odrasli. In velikokrat so otroci tiho, naprimer, ali pa sprejemajo, ali pa se morda tudi upirajo načinom razmišljanja odraslih o njih. Zato se zdi, kot da, naprimer, starši še kar dobro poznajo svoje otroke in da vejo, kakšni so, kakšne so njihove narave, kakšne so njihove identitete in tako dalje, tako dalje. Psihološke raziskave dokazujejo, da to ravno ne drži. Da v resnici starši o lastnih otrocih vedo sorazmerno malo. Da so njihovi opisi staršev, lastnosti, zmožnosti, sposobnosti in tako dalje, lastnih otrok pogosto celo povsem zgrešeni. Da odrasli, starši, pogosto niti ne vedo, kaj zares doživljajo njihovi otroci, kaj čutijo, kaj se dogaja v njihovi notranjosti, v njihovi duševnosti. Obstaja določen razkorak, ki ni majhen, med tem, kaj mislijo starši in kaj mislijo otroci o sebi. To je vsekakor zanimivo, zato ker so starši seveda že izoblikovane osebnosti, ko imajo, praviloma je tako, ko imajo svoje otroke, in ko so otroci, pubertetniki, adolescenti, njihovi starši praviloma niso ravno stari 25 let, pa tudi 30 ne, ampak kar nekaj več. Kar lahko pomeni, torej, to lahko rečemo, da odrasle, formirane osebe podajajo mnenja o razvijajočih se osebah oziroma osebnostih, kajti otroci to prav gotovo so. V tej luči je še toliko bolj osupljiv podatek, da mladi ljudje, stari od 10 do 20 let, na zelo preprosta vprašanja, kot so: ali lahko poveste, katera področja vašega delovanja so taka, da bi zanje rekli, so vaša močna področja. Vprašanje je mogoče zlahka razumeti. Katera so vaša močna področja? Kje se čutite zelo suverene? Kje čutite, da lahko veliko dosežete, naredite, da se lahko razvijate in tako dalje, tako dalje. Veste, kaj je najbolj osupljiv podatek? Podatek, ki se mi zdi celo šokanten. Da na to sorazmerno preprosto vprašanje 2 mladostnika od 3 ne odgovorita oziroma ne znata odgovoriti. 2 od 3 ne znata povedati, se res, moja močna področja so, dvopičje. 2 od 3. Istočasno pa tako rekoč vsi znajo našteti cel kup tega, kjer so slabi, nesposobni, ali pa premalo dobri, ali pa kje so njihova, kot se reče, šibka področja. Področja, kjer bi morali še, ne vem, delati, se truditi, razvijati in tako dalje in tako dalje. Ta podatek je šokanten. In
Še bolj šokantno pa je, da so številke, kar pa seveda ni presenetljivo, podobne tudi kasneje, ko ti otroci ne bodo več, ali pa niso več mladostniki, ampak so odrasle, formirane osebe. Tudi 2 od 3 odraslih ne povesta tako rekoč ničesar o lastnih močnih področjih. Največkrat govorijo o profesionalnosti, s katero se ukvarjajo. Nekdo, ki je pek, pač reče, ja, jaz sem na tem področju močen. To je bolj ali manj že tako rekoč očitno. Ne govorimo o tem. Področji delovanja ljudi je neprimerno več, kot pa jih lahko izčrpa vsakdanji besednjak, ki ga spontano uporabljamo. Teh področji je neprimerno več, zato je še bolj osupljivo in vredno razmisleka, zakaj so odgovori vprašanih tako skromni. Zakaj povedo o sebi, ko govorimo o močnih področjih, tako malo, in zakaj znajo povedati, ko govorimo o šibkih področjih, tako veliko. Ali še drugače rečeno, 2 človeka od 3 sta najprej pripravljena razmišljati, kaj vse je z njima narobe. Kje vse sta slaba, šibka, ne dovolj razvita, kje se ne morata primerjati z drugimi in tako dalje, in tako dalje. 2 od 3. Ta intermezzo, ta odmor, ta vmesna faza, začetnim razmislekom in tem, kar bo sledilo, je pomemben zlasti zaradi tega, kar sem že nakazal. Pomembne so rabe jezika. Pomembni so besednjaki, ki jih uporabljamo, pomembni so besednjaki in načini, kako jih uporabljamo. Navajal bi lahko številne raziskave, ampak to ni predmet današnjega srečanja, ki dokazujejo, gre zopet za sorazmerno preproste ugotovitve, včasih se zdi, da so celo trivialne, koliko, in to z lahkoto ugotovite s preprostimi checklistami, štejete, pa nekdo šteje namesto vas, izraze, ki jih slišite od drugih ljudi, naprimer v enem dnevu, ali pa v enem tednu, ali pa v enem mesecu, pa zaradi mene v enem letu, če se potrudite. Izraze, s katerimi drugi ljudje opisujejo vas, vaše lastnosti, vaše sposobnosti, oziroma ni nujno, da jih ravno opisujejo, zadošča, da jih uporabljajo. Ko govorijo o vas, ko se naslavljajo na vas, ko so pač v vaši bližini in tako ali drugače omenjajo vas, vaše lastnosti, sposobnosti, zmožnosti, kapacitete, spretnosti, veščine in tako dalje, in tako dalje. In zopet z lahkoto ugotovite, koliko več je tistih izrazov, s katerimi vas ljudje vidijo v slabši luči, ali pa slabi luči, ali pa negativni luči, in koliko manj je onih izrazov, s katerimi vas opisujejo kot pomembne, dobre, učinkovite, vredne in tako dalje, in tako dalje. Torej, rabe jezika, načini, kako uporabljamo besednjak. To je ključna ideja, s katero se danes lotevamo razmerij med njo in med njim. Če zdaj poskušamo nadaljevati še na nekem drugem področju, ki smo se ga tudi že dotaknili zadnjič. Rekli smo, da je ljubezen
med njim in med njo svojevrsten presežek, svojevrsten eksces tudi. In da je posebno dopolnilo. Vse to je zato, ker med ljudmi, med njim in med njo ne obstajajo naravna razmerja. Naravni odnosi, ki bi bili kodirani vnaprej, zaradi mene recimo genetsko, tako kot so pri živalih. Zato ljudje ljubezen dejansko doživijo, vselej doživijo kot nekaj, kar jih vrže iz tira, kot nekaj presenetljivega, kot nekaj, česar vsaj na začetku ni mogoče zlahka razumeti. Ni mogoče zlahka ugotoviti, kaj se dogaja, recimo z menoj ali z nama, ko govorimo o ljubezni. O kakšnem presežku govorimo in kaj naj bi ta ljubezen dopolnjevala. Poskušajmo odgovoriti na to vprašanje. Ali je mogoče reči, da je za vsakega človeka mogoče opisati vsaj eno tako izkušnjo, za katero ali pa ob kateri ima človek idejo, se mu pojavi ideja, da se z njim ali z njo v njegovem oziroma njenem življenju dogaja nekaj presenetljivega, nekaj, kar postavlja na glavo vse tisto, kar je on ali ona doživel oziroma doživela pred to izkušnjo. Torej, ali obstaja vsaj ena taka izkušnja, ki ima poseben status, ki človek spontano pripiše poseben status. Mislim, da je mogoče vsakemu človeku pripisati zmožnost za tako izkušnjo. Zdaj, ali jo tudi vsak človek ima ali ne, je seveda stvar empiričnega preverjanja in nas to zdaj ne zanima. Ali se to vsakemu človeku zgodi, ali se mu ne zgodi, ali se mu je, ali se mu še bo in tako dalje. To nas ne zanima. Zanima nas samo, ali je mogoče človeku pripisati zmožnost za kaj takega. In odgovor je, da je. Zakaj? Če bi človek živel v svetu, v katerem bi lahko, zaradi mene po zelo dolgem času, izčrpal svojimi opisi same lastnosti tega sveta, se pravi, da bi lahko opisal, v kakšnem svetu živi in izčrpal ta opis, da ne bi ostalo ničesar, da bi mu bilo, kot se reče, popolnoma jasno, v kakšnem svetu živi, potem mu ne bi ostalo nič, razen da vse to, kar je pač v njegovem svetu možno, ponavlja oziroma se trudi, da bi izčrpal vse možnosti, različne možnosti, ki se mu pač ponujajo. Približno v takem svetu živimo danes. Zato je lahko, torej naravnanost človeka v takem svetu k samemu življenju, svoji lastni eksistenci, taka, da pač poskuša zbrati čim več različnih izkušenj, ki so za njega oziroma za njo koristne, smiselne, dobre in tako dalje, tako dalje. Ljudje izbirajo med različnimi možnostmi, pač take, ki so jim všeč, ki si jih želijo in tako dalje, in potem jih ponavljajo. Že prej sem se na začetku spraševal o statusu ponavljanja. Zakaj? Torej ljudje določene izkušnje nenehno ponavljamo ali pa težimo k temu, da bi se ponovile, oziroma da bi se zgodile vedno znova. Potem je svojevrsten paradoks, kajti, če pomislite
da imate v svojem življenju na voljo, ne vem, milijon različnih možnosti oziroma izkušenj, je vsekakor zanimivo, da se ljudje večinoma obnašajo zelo konzervativno. Da čeprav se zdi, da se zlasti v sodobnem svetu, da iščejo nove priložnosti, nove izkušnje, da težijo k nenehno novemu, da je dan prekratek za to, da bi človek lahko več kot toliko novega doživel in da komaj čaka, da bo jutrišnji dan, da bo spet kaj novega in spet kaj novega. Obstaja celo neka reklama za eno korporacijo, vsak dan kaj novega ali vedno znova kaj novega in tako dalje. Pa je vse eno očitno opazovati oziroma videti, da se ljudje praviloma obnašajo zelo konzervativno. Da določene zadeve nenehno ponavljajo. Vprašanje torej ostaja, zakaj to počnejo? Če se si obetajo od ponavljanja in zakaj nastaja danes vtis, da lahko vsak dan doživimo kaj novega, pa da je to tudi dobro. Torej, če bi bil svet tak, potem v resnici nobena izkušnja v množici možnih izkušenj ne bi imela tega osebnega statusa, za katerega sem že rekel, da ga lahko ima. Torej, da obstaja vsaj ena posebna izkušnja, ki je taka, da se ob njej vse, kar se je človeku zgodilo, lahko postavi na glavo. Da obstaja vsaj ena taka izkušnja, ob kateri ima človek izkušnjo, občutek, doživi to kot nekaj posebnega, kot nekaj takega, za kar lahko reče, da se je njegova eksistenca, ki jo je doživel do tistega trenutka, preprosto ustavila. Kot da se je začelo nekaj novega. In ljudje to včasih tudi rečejo. Od tistega dne naprej sem bil drugačen človek, ali pa sem začel gledati na svet povsem drugače, ali pa moje vedenje se je spremenilo, ali pa vse se je postavilo na glavo in tako dalje in tako dalje. Če torej obstaja vsaj ena taka izkušnja ali pa človekova zmožnost za tako izkušnjo, ali to ne pomeni tega, kar sledi. Če smo ljudje simbolna bitja in ugotovili smo že, da smo, kar pomeni, da je realnost za nas vselej simbolizirana. To seveda tudi pomeni, da ne moramo prenehati biti simbolna bitja, da ne moramo izstopiti iz simbolnih svetov, da bi, na primer, imeli izkušnjo, kako je živeti zunaj simbolnih prostorov. To se sicer v določenih primerih celo lahko pripeti, ampak takrat gre za zelo resne zadeve, ki postavljajo pod vprašaj človekovo duševno zdravje, tako da takih izkušenj si v resnici nihče ne želi. Če je torej vsak svet, vsaka realnost simbolizirana, to pomeni vsaj dvoje. Najprej pomeni, ker sem že rekel, da je ravno zato izjemno pomembno, kako uporabljamo jezik oziroma kakšen besednjak uporabljamo, ko se naslavljamo na druge ljudi oziroma drug na drugega. Hkrati pa to pomeni, da naše rabe jezika, da naši besednjaki to vselej simbolizirano realnost tudi spremenjajo. Da vplivajo na njo. Torej pomeni, da s svojim govorjenjem vplivamo samo recimo nase ali pa na druge ljudi, v najboljšem primeru, da ohranjamo medsebojne razmere, medsebojne odnose, ampak pomeni, da tudi spreminjamo, preobražamo same realnosti, v katerih sicer živimo. Spreminjanje realnosti pa je lahko za ljudi tudi neprijetno, neprijazno, lahko je tudi šokantno, lahko je usupljivo
lahko je tudi nekaj, česar se ljudje bojijo. Ni nujno, nikjer ne piše, da ljudje želijo spreminjati realnosti, v katerih živijo. Nikjer ne piše, da so pripravljeni spremembo realnosti, tudi če se jo želijo in ko do nje pride, sprejeti. Možno je, da ljudje zavrnejo spremembo realnosti celo takrat, ko si jo želijo. Ali pa, ko se zgodi sprememba, točno tako, kot bi radi. Pravi, ko postane realnost taka, kot bi radi. To je zanimiva zmožnost človeških bitij, da zavrnejo tisto, česar si zelo želijo, včasih celo zavrnejo tisto, česar se najbolj želijo. Torej, ni čisto res, da bi ljudje vselej radi, da bi bila realnost taka, kot pravijo, da bi radi, da bi bila. Ali po domače, ni nujno, da jim vselej verjamemo, ko izjavljajo, da bi radi tako in tako realnost. Seveda je to že zelo nenavadna zmožnost, ki jo je mogoče s pridom zlorabiti in sicer v druge gospodstvene namene. Pravi, če smo cinični in če rečemo, ali pa če si mislimo, sej morda pa ni res, da ljudje želijo, da bi bila realnost taka, kot pravijo, potem seveda se neširoko odprejo vrata, da ohranjamo, če imamo seveda to možnost, realnost natanko taka, kot je. Čeprav se ljudje pritožujejo nad njo. In seveda, to tudi potrjuje vedenje ljudi, ki so v določenih trenutkih, v določenih obdobjih pripravljeni biti skoraj brezmejno tolerantni. Ljudje so v določenih trenutkih pripravljeni skoraj neskončno dolgo prenašati življenje v realnosti, za katero ves čas pravijo, da ni taka, kot bi radi, da bi bila. Ni taka, pa jo vendar prenašajo. In včasih celo lahko vidimo in se lahko prepričamo, da se ljudje vedejo, kot bi bili celo pripravljeni trpeti v realnosti, v kateri živijo, nad katero se pritožujejo, češ, da ni taka, kot bi radi. Ne samo, da ničesar ne storijo, da bi bila drugačna, ampak se zdi se tak, kot da so pripravljeni trpeti in prenašati lastno trpljenje. To je recimo med drugim naredilo velik vtis, to razmišljanje, namreč na Freuda, ko je prišel na sledi, oziroma ko je začel obširneje razmišljati o tem nenavadnem gonu, ki ga je prepoznal pri človeških bitjih in se imenuje gon smrti oziroma Thanatos. Začetno vprašanje je bilo natanko tako, kot sem zdaj le rekel. Zakaj se zdi, da so ljudje v določenem času, v določenem obdobju celo pripravljeni trpeti in prenašati življenje v realnosti, ki dokazano ni njim v prid, oziroma ni v prid njihovega blagostanja, recimo. To so zanimivi in izjemno močni mehanizmi, ki jih je mogoče izkoriščati in uporabljati proti ljudem. Tisti, ki imajo pač to možnost, da manipulirajo, da vplivajo na gospodstvene razmerja v občestvih, ki recimo prek medijev in na druge načine ohranjajo družbena razmerja taka, kot so. Seveda, in zato upravičeno govorimo o svojevrstnih oblikah ciničnega uma, recimo Peter Sloterdijk je napisal
obširno razpravo o sodobnem ciničnem umu. Je torej mogoče s ciničnim umom s pridom izkoriščati tako, da se dolgo časa ne zgodi nič. V občestvih. Dolgo časa se ne zgodi nič in v takem svetu se še bolj utrjuje tisti način razmišljanja, recimo o naravi človeških bitij, ki sem ga orisal čisto na začetku. Ljudje postajajo vse bolj prepričani, da je svet pač tak, kakršen se jim prikazuje, da drugače ne more biti. Da so moški zares taki, kakršni pač se jim prikazujejo in da je to v njihovi naravi. Da so ženske take in take in take in da je pač to v njihovi naravi. In da so medsebojne razmerja med moškimi in ženskami pač taka, kakršne se jim prikazujejo in da bolje ne bo nikoli. Naprimer. Takega razmišljanja je bistveno več, kot bi nam morda bilo všeč, zlasti pa ga je bistveno več, če se vprašamo, ali je možno o vsem tem razmišljati tudi na drugačne načine. Odgovor je pri roki, seveda je. O tem je mogoče razmišljati na različne načine, pa vendar jih je zelo malo. Celo tisti načine razmišljanja, ki se zdijo v določenem obdobju radikalni, recimo, kateri se zdijo so revolucionarni, da prinašajo nekaj zares novega, naprimer tako kot knjiga Simone de Beauvoir, Drugi spol. Celo za take načine razmišljanja se čez nekaj časa, mogoče čez nekaj desetletij, izkaže, da postajajo prav tako konzervativna, kot so bila druga. Za veliko načinov razmišljanja lahko pokažemo, da postanejo v določenem obdobju modna, da torej ti načini postanejo modni, in potem čez nekaj časa preprosto izginejo oziroma se v najboljšem primeru integrirajo v vsakdanje razmišljanje in postanejo po koščkih, seveda po fragmentih, delčki tega, kar pač ljudje v vsakdanjem življenju uporabljajo, ko razmišljajo o sebi, o svetu, drugih ljudeh in tako dalje. To so zelo zanimive zadeve. Torej vprašanje je, kako se zgublja naboj, ki ga prinašajo recimo nove ideje, sveži koncepti, radikalne misli, ali pa recimo čisto preprosto, koncizno, natančno in konsekventno razmišljanje. Če majčkeno pomislite, vsako strogo razmišljanje, konsekventno razmišljanje, pri katerem ne naredite nobene bližnjice, ne blefirate, ne vlečete asov iz rokava, ne hitite, da bi čim prej prišli do takih sklepov, do katerih želite priti. Se pravi, razmišljanje, ki je odprto, ki je preprosto, strogo in rigorozno. Ideje namreč sledijo druga iz druge. Po zelo natančno določenih principih. Če rečem, da je danes ponedeljek, iz tega logično sledi trditev, da bo jutri torek. In nič posebnega. In da bo pojutrišnjem sreda in tako dalje. In da je bila včeraj nedelja, bla, 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 bla. Katerokoli izjavo vzamete. V tem je moč rabe jezika. Katerokoli izjavo vzamete, se lahko prepričate, katere vse možne izjave sledijo, ne da bi za to potrebovali ne vem kakšne raziskave ali podatke, ali da bi bili znanstveniki. To velja za vsakdanje rabe jezika. In pri tem se zopet lahko zelo hitro prepričamo, kako malokrat so ljudje tako konsekventni. Kako hitro praviloma popustijo, odnehajo, preprosto odstopijo, enostavno nehajo razmišljati. In zakaj je v resnici tako malo rigoroznega
konsekventnega razmišljanja o sedanjem življenju. Ga je veliko v znanosti, ga je veliko v umetnosti, ga je veliko v filozofiji in tako dalje, ampak v sedanjem življenju ga je po resnici zelo malo. Čeprav ni treba za to biti filozof, znanstvenik ali pa ne vem kaj že, zadošča vsakdanja raba jezika. In zlahka se prepričate, kako pogosto in kako hitro ljudje preidejo od konsekventnega, rigoroznega razmišljanja k rabi moči oziroma nasilja, kako hitro se začnejo prepirati in v bistvu drugemu groziti in se kazati mišice. Če dobro pomislite, je zgolj, bom rekel namenoma, zgolj rigorozno, natančno razmišljanje neprimerno močnejše orodje, da ne rečem orožje, za spreminjanje realnosti, v kateri živimo, naših medsebojnih odnosov in vsega drugega. Neprimerno močnejše od česarkoli drugega. In če hkrati pomislite, koliko je med ljudmi vraževerja, kako hitro so ljudje pripravljeni se zadovoljiti z nebulozami, ki jih ponujajo pač razni krošnjarji, potem se dejansko lahko vprašate, kaj je z nami narobe. Da smo tako hitro pripravljeni popustiti pri rabi tistega, kar nas najbolj določa. In to je jezik. In to je razmišljanje. Celoten napredek civilizacije, celoten napredek človeštva omogoča nastanek, ali pa je omogoča, ali pa še vedno omogoča seveda, nastanek jezika. Raba jezika. S tem, kar nam omogoča jezik, lahko naredimo, in pred kratkim, če ste zasledili, so to tudi naredili. Obstaja osupljiv izdelek znanstvenikov, fizikov, ki so naredili model, tridimenzionalni model, virtualni model celotnega vesolja. In to si bomo zdaj pogledali. To je ena najbolj osupljivih dosežkov tega, o čemer govorim. Kako nam ni treba nikamor, ni se nam treba premakniti z planeta Zemlja in lahko od znotraj ustvarimo prepričljiv model celotnega univerzuma, celotnega vesolja in gledamo na njega, kot bi gledali z Božjim očesom. In ta model, seveda, ni še jasno perfekten in popoln, in se te nihče tudi ne pričakuje, ampak v določenih značilnostih, določenih potezah, razsežnostih smo lahko prepričani, da je vesolje dejansko tako, kot ga bomo zdaj videli. Kot da bi stopili iz vesolja, česar ne moremo narediti in tudi najbrž nikoli ne bomo, in bi si ga ogledali na pladnju, celotno vesolje. Zakaj sem tole pokazal? Zato po eni strani, ker seveda, to je angleščina, jaz se opravičujem, tudi nič hudega za tiste, ki niste sledili. Pomembno je bilo bolj to, kar smo videli. Videli ste našo galaksijo, dejansko od zunaj. Videli ste na začetku modele celotnega vesolja. Vesolje je morda neskončno, kar seveda izjemen zalogaj, kako modelirati nekaj, kar je neskončno. Lahko da tudi ni tako. To zdaj ni pomembno. Pomembna je osupljiva zmožnost človeških bitij, da od znotraj, na podlagi podatkov, informacij, opazovanj in tako naprej, ugotovijo, naredijo model realnosti,
kot bi gledali od zunaj. In če je to vesolje, to je seveda nekaj dejansko tako rekoč božanskega. Če obstaja Bog, morda on takole vidi celotno vesolje, ne samo naš sončni sistem. Se pravi, zmožnost misliti, realnost je ob tem, kar smo videli, dejansko osupljiva. Je skoraj neverjetna. Pa vendar ni. Ni neverjetna. Ravno obratno je res. Je nekaj, v kar bi morali verjeti veliko bolj, če mene vprašate, kot pa morda verjamem. Kot sem prej rekel. Ker smo prehitro, ker smo navajeni, ker smo vzgojeni tako, ali pa iz kakšnih drugih razlogov pripravljeni odnehati. Ne bomo več nakladali, ne bomo več filozofirali, ne bomo več, daj se brez veze, se ne da, ali pa ni mogoče, ali pa nima smisla, ali pa nimam časa, ali pa ne bi zdajle, in tako dalje, in tako dalje. Zakaj? Zakaj bi se odrekali temu, kar je najbolj osupljivo, najbolj čudežno pri človeku? Zmožnost za razmišljanje, zmožnost za razumevanje. Seveda ta model še ni dokončan. Se nihče ni rekel, da je, in tudi nihče ne pričakuje, da bo. Spreminjal se bo. Ampak to je ravno moja današnja poanta. Nihče ni rekel, v vseh detajlih je vesolje natančno tako, zdaj pa lahko dol sedemo in nehamo razmišljati. Kje pa? Ampak v nekem smislu počnemo pravzaprav ravno to v vsakdanjem življenju. In smo pripravljeni, kot sem že na začetku povedal, zelo hitro pristati na to, kakšna je ženska narava, kakšna je moška narava, kakšne možnosti, sposobnosti in tako dalje ima eden, kakšne druge, kakšne kompetence, kakšne veščine, kakšne spretnosti in tako dalje in tako dalje. Upam si trditi, da morda skoraj nič od tega ne velja. Da morda velja zelo malo, pa še to približno. Pa vendar smo se pripravljeni tega oklepati in celo graditi lastne medsebojne odnose in preživeti celotno svojo eksistenco, celotno svoje življenje v tem prepričanju, da res vemo, kdo je on, kdo je ona, kakšne so razmere in tako dalje, tako dalje. To zmožnost za razmišljanje pa spremlja še nekaj. Še nekaj, kar je morda enako osupljivo kot to, kar smo videli. In si bomo pogledali še en odlomek, tisti kultni odlomek, eno končnih sekvenc iz filma, ki ga je leta 1982 posnel oziroma režiral Ridley Scott. To je film Blade Runner oziroma Iztrebljevalec. Film verjetno poznate. To je Harrison Ford, on je Blade Runner, on je Iztrebljevalec. Njegova naloga je, da upokoji, kot so temu rekli, v resnici pa ubije vse uporne humanoidne robote in ta je, ne on, seveda tak, ki smo ga malo prej videli, je eden zadnjih oziroma je vsaj najbolj nevaren, če lahko tako rečem. In to je sklepna sekvenca, v kateri vidimo, kako človek, ki je v resnici bistveno šibkejši fizično, to smo videli, od tega humanoidnega robota, poskuša sicer opraviti svojo dolžnost, poskuša ga odstraniti, upokojiti oziroma ubiti, da se zadeva obrne. Tisti, ki poznate film, veste, da je eno ključnih vprašanj v filmu vezano na razliko med ljudmi
in humanoidnimi roboti. Ključno vprašanje je, kako vedeti, kdo je človek in kdo ni. In ena od razlik, ki se je zdela, da je ključna, ali pa morda celo edina razlika, drugače so ti roboti in ljudje povsem enaki. Lahko bi rekli, da so roboti očitno fizično močnejši, to bi lahko rekli, morda bi še kaj drugega našli, ampak to ni bilo ključno, to ni bilo pomembno. Eni ljudje so močnejši, drugi so šibkejši, to ni bilo pomembno. Edina razlika, ki so jo našli, je bila v emocijah. Ljudje naj bi premogli emocije, roboti pa ne. In obstaja nek test, s katerim so merili očesno ozadje oziroma širjenje kapilar ob določenih stavkih, ki so jih izrekli poskusni osebi, in na podlagi odgovorov so ugotovili, oziroma teh nehotnih, seveda, telesnih znakov so lahko ugotovili, kdo je robot in kdo ni. Ampak tukaj se zadeva popolnoma zaplete. Preden umre ta robot, ker se mu izteče, zato tudi na koncu reče time to die, ker so tako fizično močni in tudi sicer zelo zmogljivi, so ustvarjalci, kreatorji, spravi ljudje, tem robotom določili življenjsko dobo. Da ne bi postali, ne vem, da se ne bi preveč razmnožili, da ne bi bilo preveč, da ne bi ogrozili človeške vrste. Zato on umre, tudi reče, it's time to die. Ampak preden reče to, pa reče še nekaj drugega, zlasti pa naredi nekaj drugega. In to smo videli. To nebogljeno človeško bitje, ki ga upodablja Harrison Ford, bi zgrmelo na tla in se ubilo. Prav gotovo, če ne bi robot storil tega, kar je. V bistvu mu je rešil življenje. Rešil mu je življenje, čeprav mu on, torej človek, streže po življenju. Zakaj to naredi? In druga zadeva, preden umre, oziroma preden se mu izteče čas, pripoveduje, kaj vse je videl z očmi, ki so jih seveda naredili ljudje. To so umetna očesa, ki so jih pač ljudje naredili, dizajnirali, ustavili v tja, kamor je pač treba. In zdaj ta robot njemu pripoveduje, kaj je s temi očmi videl na različnih koncih vesolja, kjer se je pač gibal, ker v glavnem so te robote uporabljali kot suženjsko delovno silo. Zelo zmogljivo, seveda, na raznih kolonijah, ki so jih imeli ljudje po vesolju in podobno. Kaj mu torej reče? Pove mu na popolnoma poetičen način nekaj presenetljivega. Jaz sem videl z očmi, ki ste jih vi naredili, dizajnirali zame, več, kot boste vi kadarkoli. Več osupljivih razsežnosti vesolja, ker sem pač tam bil, kot si vi to sploh predstavljate. Se to on govori njemu. Iz tega lahko povzamemo dvoje. Najprej to, da so se morda vsi ljudje motili, ko so domnevali, da ljudje imajo emocije, so zmožni za emocije, roboti pa ne. Ta sekvenca dovoljuje drugačno razmišljanje. Da so se tudi roboti očitno razvili in zmorejo nekaj, kar smo videli. Nekaj popolnoma
nepredvidljivega. Prvič, rešimo življenje in drugič, spusti golobico, belo golobico, ki jo ima v roki. Ta bela golobica je simbol česa? Duše. Simbol duše. Čeprav je robot, ampak morda v tem trenutku ni več robot. Ali pa ni zgolj robot. Se tudi človekovo telo je na nek način, v nekem smislu zgolj stroj, narejen iz atomov in molekul. Torej, zgodi se nekaj, kar nam dovoljuje še tole. Torej, prva stvar je, da očitno lahko govorimo o razvoju. To, kar je morda še danes res, ko govorimo o sposobnostih, zmožnostih in tako dalje, enega in drugega, se o tega še danes govorimo, morda že jutri ne bo več. In drugič, kar je pa mogoče še bolj pomembno, v perspektivi vsega, kar sem povedal danes, je morda ena najbolj osupljivih zmožnosti, ki nam povedo, kaj imata lahko ona in on med seboj, ko skupaj živita, na primer, ko se družita, ko se srečujeta, ko se pogovarjata. Natanko tale. Če pomislite, kaj se lahko zgodi, če bi on njej in ona njemu pripovedovala kaj podobnega, kar pripoveduje ta robot, humanoidni robot, ki ima očitno dušo svojemu preganjalcu. Če bi si povedali, kaj vse je kdo videl, doživel v različnih koncih realnosti, da ne rečem vesolja, ker že zaenkrat, če ne potujemo, kaj dosti po vesolju. Kaj osupljivega, kaj nenavadnega, kaj neobičajnega, morda čudežnega smo doživeli, se nam je pripetilo, smo videli, smo slišali, smo izkusili. Kaj bi to lahko pomenilo za razmerja med njim in njo, če si seveda vzamete čas za razmišljanje, rečemo temu rigorozno razmišljanje, resno razmišljanje, ne izmenjava dveh stavkov, kako si v redu, pa ti tudi, hvala. Mačkam dlje. Zakaj je to pomembno? Zato, ker, kot sem že prej rekel, obstajajo izkušnje, za katere so zmožni ljudje. To so posebne izkušnje. Rekel sem že prej. Obstaja vsaj ena taka izkušnja, ob kateri imam lahko idejo, da se je moje življenje spremenilo, postavilo na glavo, da se je začela nova sekvenca, takoj. To so posebne izkušnje, ki so hkrati izhodišča za razmišljanje in obstaja nenavadna dialektika razmerij med izkušnjami in razmišljanjem, ki je tale. Obstajajo izkušnje, ob katerih se zaradi razmišljanja o njih ne spremenijo samo izkušnje. Zagledamo jih v novi luči, na drugačen način in tako dalje, ampak še pomembneje se začnemo spreminjati mi sami. Obstaja torej načini razmišljanja, ki preobrazijo naše izkušnje. Samo pomislite, kako pogosto smo se pripravljeni sklicevati na izkušnje.
moje izkušnje so bile, tam sem doživel to in tako dalje, in tako dalje. In te izkušnje ponavadi zgolj ali opisujemo, ali pa prenašamo drugim in tvegamo, da postanemo dolgočasni. Torej, obstaja razmišljanje, ki spremeni same izkušnje in spreminja nas. Mi smo namreč bitja, ki, če že hočemo govoriti o naravi moškega, ženske, o identitetah moškega, ženske in tako dalje, potem moramo zagotovo reči, da če obstaja narava človeških bitij, je prav gotovo taka, da jo je mogoče preobraziti oziroma spreminjati. In da je razmišljanje, rigorozno razmišljanje, pravi način za tako preobražanje. S tem se ne preobražamo samo mi, ne spreminjamo se samo mi kot posamezniki. S tem se spreminjajo naši medsebojni odnosi in se spreminja realnost. Zdaj pa, da ne bomo predelali, želim ti bi pozval, kaj ste hoteli reči, prosim. Ne se je opet se povedal samo, da so determinne misli, da so ljudje najbolj iskreni na smrtni posel. Zdaj, če to mi je prvo vnikano, če to pomeni, da ne moramo biti v medsebojnih odnosih tako iskreni, verjetno, da je ravno zaradi tega, ker ne vemo do svojega partnerja. Kakšna bo reakcija, kaj bo to spremenilo, se ljudje, bom rekel, izmovijo točno v zadnji moment, takrat si polajšajo dušo, v bistvu, na ta sistem, ne? Če na to mislim. Ja, a ni, se strinjam. Pa še nekaj ljudje na smrtni postelji, to raziskave potrjujejo, naredijo, mogoče ste tudi brali, se tle je knjižnica, lahko se pozanimate, obstaja, mislim, da celo slovenščina knjiga, raziskave, kaj ljudje najbolj obžalujejo, preden umrejo. Obstaja, vem, da obstaja. Ena stvar od več, mislim, da je v tej knjigi napisanih 10. Ena stvar, ki jo ljudje zelo obžalujejo, preden umrejo, je tudi ta, da so premalo poskrbeli zase. Da so bili preveč copate, predpražniki, hlapci, sužnji, konformisti, da so preveč ubogali druge, se podrejali itd. itd. Ena zadeva je ta. Zdaj, to, kar ste vi rekli, a ni žalostno, da je morda velikokrat, ali pa ne vem kako pogosto, med nami tako malo zaupanja, da tega ne naredimo večkrat, naprimer, ali pa v večji meri, preden umremo. Kaj bi dobili, če bi to zadevo ravno obrnili? Da bi ravno to naredili največkrat, pa kakšno drugo zadevo malo manjkrat. Ta ideja, o kateri vi razmišljate in smo tudi tukaj videli, pa jo prej še nisem artikuliral na ta način, pa je lahko zdaj, ker je na mestu. Namreč, postavil sem vprašanje, zakaj robot reši življenje. Spet, tik pred smrtjo. Ali lahko tvegamo tale odgovor, ki je lahko seveda začetek nekega novega razmišljanja v naših medsebojnih odnosih. Namreč, mi vsi poznamo izraz odgovornost. Rečemo, biti moramo odgovorni za svoje dejanja, prevzemati moramo odgovornost za svoje svobodne načine vedenja in tako dalje, tako dalje. Ok. Vprašajmo se, kaj pa pomeni še ena oblika odgovornosti? Odgovornost do drugega človeka. Kaj pomeni biti odgovoren do drugega človeka? In eden od odgovorov na to vprašanje, gotovo, da obstaja še drugi, je tale. Biti odgovoren pred obličjem drugega človeka, v odnosu
do drugega človeka pomeni razumeti, ali pa vsaj poskušati razumeti in sprejeti drugega človeka v njegovi oziroma njeni enkratnosti. Ne v njegovi ali njeni naravi, vse to, kar sem zdaj povedal, da ne bom ponavljal. V njegovi oziroma njeni enkratnosti, ali še bolj natančno, odgovornost do drugega človeškega bitja pomeni poskušati dojeti, poskušati razumeti, seveda z razmišljanjem, kaj pomeni enkratnost in neponovljivost drugega človeškega bitja. Ne, vse ženske so take, ali pa vsi moški so taki. Kaj pa pomeni enkratnost drugega človeka? Tega specifičnega, neponovljivega posameznika. Nikoli več ne bo popolnoma takega. Ga ni bilo in ga ne bo. Kaj pomeni biti odgovoren pred neponovljivostjo drugega človeka? Gotovo pomeni tudi to, da ga, ali pa nje, seveda, ne poskušam prehitro stlačiti v že kakšen znan okvirček. Aha, on je tak, aha, ona je taka, ja, se to je značilno za ženske in tako naprej. To ni odgovorno vedenje do drugega. In če je ljubezen, in letos govorimo o ljubezni, potem je gotovo zmožnost človeškega bitja, da se vede odgovorno do drugega, naprimer do tistega, za katerega izjavlja, da ga ljubi. Vsaj. Biti odgovoren pomeni celo, če smo skrajno rigorozni, ne vem, zakaj ne bi bili, biti odgovoren pomeni dopustiti sebi in seveda tudi drugemu človeku možnost, da sploh nikoli ne rečem, ta človek je pa tak, ker je to v njegovi naravi. To je značilno za, ne vem, ženske v tem času, v tem obdobju, v tem okolju ali pa kaj podobnega. Biti odgovoren pravzaprav pomeni v zadnji konsekvenci vzdržati se sleherne sodbe o drugem, kakšen je, kakšne ima sposobnosti in tako naprej. Čeprav se zdi, da vem, kakšne ima, želim z njim že, ali pa z njo že toliko let, poznam jo, vem, kaj zmore, kaj zna, česa ne zmore, česa ne zna. Ok, gotovo, da vse to drži. Vsakdo pri sebi točno ve, zakaj gre. Ampak danes govorim, kot sem že na začetku rekel, mene to sploh ne zanima. To je del vsakdanjega življenja, ok, v redu. Mene zanima, kaj je beyond, kaj je onkraj tega. In trdim, da je resnična odgovornost do drugega človeka. Resnična odgovornost pa pravzaprav pomeni absolutno spoštovanje nečesa, česar po definiciji ne morate določiti. In to je singularnost drugega človeškega bitja. Singularnost, ki pomeni, da je potencialno, zdaj se vračam v tisti izkušnji, ki sem že prej rekel, da jo zagovarjam, je zmožnost človeka, da naredi nekaj, kar je popolnoma nepredvidljivo. To smo videli tukaj. Niti v sanjah si iztrebljevalec ni mogel misliti, da ga bo robot, ki ga hoče uničiti, odstraniti, v ključnem trenutku rešil. Niti slučajno. Če bi ga kdo 5 minut prej vprašal, ali ti misliš, da imajo roboti tudi zmožnost, da rešijo človeka, če visi na, ne vem, na tistem tramu, ali kaj je že neki traverzi visel, bi on odgovoril, ne, vseh nismo programirali tako. So se oni programirali, ne? Roboti so programirani za prav gotovo ni bilo. To je ena od možnosti. To je ena od možnosti. To kot je vse, kot je dol pade, v bistvu takrat je kot je se ti v realnem,
bom rekel, razumstvo, v realnem stanju ne bi bilo. Prav gotovo, da je to ena od možnosti. To je ena, obstajajo še druge. To, o čemer zdaj govorim, nima s tem nobene zveze. Mene zanima nekaj drugega. Ja, seveda, to je sorazmerno, podarjam, enostavna zadeva. Nimam več kaj izgubiti, ne vem, ljudje so, ja, tik pred smrtjo, itak bom umrl, narediš nekaj takega. Ampak vse to je preračunljivo. Mene pa zanima še ena druga možnost. Kaj pa, ko nekaj naredim, ko ravno ne preračunavam? Ta zmožnost je etična. Ko naredim nekaj iz čiste odgovornosti do drugega človeškega bitja. Pa tudi se ne bi mogel strinjati, da je iracionalna. Zakaj bi bila pa iracionalna? Meni se zdi pa zelo racionalna. Če dobro pomislite, pa bomo drugič nadaljevali, ker moram... Če dobro pomislite, že na popolnoma, rekel, tej osnovni ravni vsakdanjega preračunavanja in kalkuliranja, se nam ne izide razmišljanje, ki je v osnovi seveda egocentrično, egoistično, jaz bom nekaj naredil takrat, ko nimam kaj izgubiti, ko mi je vseeno, bla, bla, bla. Se ne izide. Samo pomislite, koliko ljudi živi, ne vem, v tej mali državi, recimo 2 milijona. Celo zato, da mi lahko živimo eno vsakdanje življenje, mirno vsakdanje življenje, rutinsko, polno ponavljanja in tako dalje, ne? Že da bi se to zgodilo, mora cela vrsta ljudi narediti tudi kaj takega, kar ni izreda preračunljivosti. V končni fazi vse solidarnostne akcije, nekaj meseci smo imeli žled. Če bi vsak od gasilcev takrat preračunaval, tija se meni zdaj to splača, lej, drevesa, lahko se mi podrejo na glavo, me ubijajo, tako nema, bom jaz raj doma. Bi imeli še don žled? No, ne bi ga imeli več, ker ga že sonce, ampak... Če dobro pomislite, v vsakdanjem življenju se pravzaprav že nekaj takega dogaja, ker se zdi, da je na prvi pogled iracionalno. Jaz pa trdim, da je ravno obratno. Da je mnogo od tega kalkuliranja in preračunavanja v resnici iracionalno. A se mi splača, a se bo išlo, saj kako pa jaz to vem? Zakaj pa mi ravno to imenujemo racionalno? Saj zadeva je v resnici radikalno nepredvidljiva. Kako pa veste, da boste jutrišnji 24 ur preživeli? Kako ste lahko 100% prepričani? Ne morete. Pa vseeno danes delate doma, ne vem, kalkulacije, kam boste šli polet na morje, počitnice, dajete, ne vem, izračune ven, da se vam bo šlo, a imamo za Portorož, a gremo lahko na Bahame in tako dalje. A ni v tem že nekaj iracionalnega? Torej, mislim, da z lahkoto obrnemo zadevo. Da je morda še celo najbolj racionalno človeško vedenje tisto, ko smo pripravljeni narediti nekaj za drugega, in seveda, vsakdo je drugi za vsakega drugega. Se to ne naredi zdaj samo eden, jaz govorim o neki vzajemnosti. Ali ni ravno to najbolj racionalno? In nam omogoči ne sam preživetje, ampak se nam zgodi še nekaj drugega. Odpre se nam, ali pa odpirajo se nam nove možnosti, za nove načine medsebojnih odnosov, za nov način eksistence, za nov način razmišljanja, za nov način bivanja. O tem govorim. In trdim, da je v bistvu to šele, da je pravzaprav to racionalno človeških biti par excellence. In če jo ne bi bilo, zdaj moramo pa res končati, bi seveda še danes viseli v jamah, oziroma bi se klatili po savanah, po afriških savanah in jedli oreščke in preračunavali, kako se bomo izognili leopardom. Hvala lepa, nadaljujemo drugič.